O Nini Osenar se marsikaj piše in govori. Mi pa imamo pred piknikom Slovenskega veganskega društva, ki bo v soboto 21. septembra od 9. dalje v Ljubljanskem Mostecu, priložnost z njo poklepetati po telefonu. Lep pozdrav. Lep pozdrav, dober dan. Med drugim sem prebrala, da se vsestranska lepotica Nina Osenar ukvarja z jogo, poleg tega pa je veganka. Ampak to dvoje je pravzaprav povezano. Gre z roko v roki, ne? Popolnoma drži. Res je. To je povsem z roko v roki, v bistvu bom rekla približevanje sočutju, neko približevanje sočutju, v bistvu en tak etični, čim bolj zdrav način življenja, kar se da seveda v tem svetu, ki je sicer tudi poln stresa, Gre res za način življenja, ne le izbiro hrane. Tako je, ja. V bistvu veganstvo v osnovi sicer pomeni neko nenasilje, to seveda v prvi vrsti pomeni, da ne jemo živih bitij, da poskušamo živali osvoboditi in s tem, ko osveščamo ljudi, probamo tudi druge ljudi približati k njihovi zapolnosti, in tako v bistvu malo večjemu zavedanju, kaj pravzaprav počnemo celemu svetu, predvsem pa, ko dopuščamo, da trpijo živali samo zaradi našega okusa, pravzaprav, to, da jih lahko pojemo, kako bi rekla, so naša komoditeta, čeprav ni to prav, Na tak način se res odmikamo od tega, kar smo in žal je tega vse preveč, da danes da poslušamo z raznimi dogodki, tudi tako kot je zdaj ta Vega Fest, ljudi v bistvu pozvati, da se pridejo družiti, da pridejo probati okusno vegansko hrano in da začnejo ničkam bolj razmišljati svojo glavo. Tako. Kako dolgo ste vi veganka? Jaz sem veganka zdaj približno 1 leto, sem pa v bistvu dobrih 7 let vegetarijanka. Čeprav tudi pred 7 leti, ko sem se odločila za vegetarijanstvo, sem se v bistvu odločila iz predvsem etičnega vidika in pravzaprav si potem kar rada rečem, da sem že teh celih 8 let veganka, zaradi etike. Sem pa še prej pojedla kakšen mlečni izdelek, potem sem se pa še o tem nekoliko bolj izobrazila, spet tako na zdravstvenem kot na etičnem področju in ugotovila, da je v bistvu to povsem enako kot mesna industrija. Tako da sem se v zadnjem letu odločila biti še boljši človek, pravzaprav biti še bolj etična in sem prestopila na veganstvo. Kot pravite, treba se je izobraziti, prebrati kakšno knjigo, čeprav ponudba, naprimer, kuharskih knjig z področja veganstva najbrž ni ravno bogata. Če bi želeli res samo recepte na to temo, je že kar nekaj, moram reči, res veganskih kuharic, takih zelo fajn, zelo enostavnih, takih res pravih gospodinjskih veganskih kuharic, kjer se mislim, da čisto vsak lahko najde. Veliko je sicer tudi takšnih, ki so v angleščini, pa se jih da naročiti recimo preko Book Depositorija, zelo niso prevedene v slovenščino, ampak mislim, da ogromno ljudi razume vsaj toliko angleško, da bi znali skuhati kakšen recept. Tako da to bi mogoče priporočala, tudi pa poštine ni, na Book Depositorju, to je ful luštna stvar. Sicer pa, ja, jaz bom rekla tako, da je predvsem pri veganstvu za en tak premik v umu, Zdaj, če si bomo mi kar odločili, zdaj bomo pa kar malo jedli vegansko, pa bomo v bistvu vse črtali z jedilnika, se bomo kar naenkrat znajdeli tam pri korenčku pa jabolkih, pa ne bomo vedeli, kaj sami s sabo in s to hrano početi. Tako da ja, tako kot ste že omenili, res je primerno in fajn prebrati kakšno knjigo, se malo izobraziti tudi glede zdravja. Je pa to vsekakor prvi korak k totalno zdravemu načinu življenja. Res z rastlinsko prehrano lahko pozdravimo marsikatero bolezen, od diabetesa do srčno-žilnih bolezni in tako naprej. Skratka, so res samo pozitivne lastnosti, da ne omenjam tega, da smo potem veliko bolj sijoči in srečnejši in skratka, bolj fajn ljudje. Od tod torej ima Nina tudi toliko energije in vedno nasmeh na obrazu. Ja, mislim, seveda to je ena taka stvar, ki dejansko tudi ta energija ali pa ta lepota ali pa kakorkoli že, to nekaj se prihaja iz nas, ta energija ki je v nas, tisto, kar smo, v bistvu tisto delimo, in če se vrnem na en tak rek, vidiš to, kar si, tudi ješ, kar si, tako da dejansko je to res. In ob velikem razumevanju, ker vse konec nas vsak oglas sili v to, da pojemo veliko, čokolade, mesa, spijemo veliko mleka, ker ne bi bilo dobro za naše zdravje in tako naprej. Ob vsej tej poplavi informacij težko razločimo, kaj je prav, pa kaj ni, ampak če se res
mečkano obrnemo navznoter, pa preštudiramo kakšno literaturo, v bistvu smo klik stran od informacij, no, bom rekla tako. Mislim, da ne zahteva to veliko truda, da se vsaj začnemo pomikati k temu, pač, da probamo izboljšati, osvoboditi v bistvu katerokoli bitje, ne, ker takrat, ko osvobodimo katerokoli bitje, osvobodimo predvsem sebe, tako da se res splača. Najlepša hvala za ta pogovor. Ta vidik lahko rečemo napotek, da prisluhnemo sebi, tudi s povabilom na veganski piknik v Ljubljanskem Mostecu. Absolutno, vabljeni res vsi poslušalci, prav tako srčno vabljeni, da se udeležite Vega Festa. Eno tako luštno druženje bo pa prijazno tudi za brbončice, ker bo ogromno dobre veganske hrane.